Pred časom smo na Dobu pri Domžalah pokazali zgledno prenovo podeželske hiše. K nakupu hiše oziroma posestva sta pripadala čudovit podeželski vrt in gospodarsko poslopje zelo radodarnih dimenzij. In ravno v slednjem si je družina uredila enostavno navdušujoč dom. Tukaj smo priča spet zares sijajni prenovi nekdanjega gospodarskega objekta. Ta je zdaj postal hiša polna sodobne elegance. Spoznajmo arhitektko. Mateja, zelo smo veseli, da smo lahko na vašem ekskluzivnem, res privlačnem posestvu in predvsem v tejle hiši. Me zanima, kako ste uspeli kaj najprej prešaltati z mesta na deželo? Kar se tiče tako psihološko, je šlo z lahkoto, gradnja je bila pa zelo zahtevna, tako da tisti je šlo pa malo težje. Ampak kakšna je bila tukaj osnovna računica oziroma ideja pri selitvi iz mesta? Ja, mi smo v bistvu bili zelo mestni, smo živeli tudi v centru in smo tudi iskali večjo nepremičnino, večje stanovanje v centru Ljubljane. Pa nekako nismo imeli sreče, 2 leti smo iskali in kar nam je bilo všeč, je bilo nedosegljivo, večina nam pa ni bila všeč, večina stvari. Tako da potem pa po 2 letih pa je kar naenkrat padla ideja in smo začeli gledati okolico in smo po moje po enih 5 že obiskih okolice smo pač prišli do tega posestva z 2 objektoma in v bistvu nam je bilo takoj jasno, da je to. Seveda pa je šla vsa procedura pač od pogajanja za ceno do vsega, kako bomo to speljali in tako. In seveda potem, kakšno je bilo najprej tukaj stanje? Kakšna je zdaj zgodba tega objekta, v katerem sva? Ja, stanje je bilo tako, da v bistvu so prodajali samo zemljišče, ker so ocenili tako prodajalci kot tudi kupci, da sta objekta nevredna. Se je prodajalo zemljišče, ker objekti so za rušiti in nimaš kaj z njimi početi. Tako da meni se je zdelo drugače. Dokler pač ima arhitektura neko vrednost, je fino tisto ohraniti. Imamo tudi manjši ogljični odtis, jaz pač tako gledam na to in smo videli, da se da tukaj nekaj narediti. Kjer je zdaj čudovit dom, je bil nekoč gospodarski objekt. Prvotno je bil namenjen živini, pozneje pa skladišču in delavnici. Objekt je bil dolg kar 26,5 metrov, a so ga na južni strani skrajšali za dobrih 6 metrov. Tako so pridobili vrt na južni strani in sonce v hišo. Po navodilih spomeniškega varstva so zadržali opečnate odprtine v zatrepu. Te zdaj objektu dajejo še poseben šarm in hkrati spominjajo, da je bilo to nekoč gospodarsko poslopje. Kar 6 metrov širok napušč so skrajšali s stekleno steno ter tako dobili precej svetlobe v osrednji bivalni prostor in čudovite poglede na urejen podeželski vrt. Na drugi strani objekta so bila majhna hlevska okna, ki so jih povečali oziroma nadomestili s steklenimi vrati in tako spustili dnevno svetlobo v hišo. Poslopje, ki datira v leto 1852, je zdaj postalo udobna družinska hiša, ki ima vse, kar je za sodobno bivanje potrebno. Tako kot zunanjost je tudi interjer žlahtna mešanica starega in novega. Lastniki so ljubitelji lepih kosov pohištva iz različnih obdobij. Mateja pa je prava mojstrica v tem, kako nek star kos vključiti v zelo sodoben interjer. Ampak zdaj pa 1001 detajl. V resnici vaša hiša deluje kot en manjši muzej in sploh ne vem, dajva začeti v kuhinji. Pač moj pristop k urejanju interjerja je mogoče malo poseben, ampak meni se zdi meni osebno dosti naraven, ker se mi zdi, da pač človek se dobro počuti med stvarmi, ki mu nekaj pomenijo. Zakaj bi vsiljeval neke, standardne pristope, pač k opremi, če pač ima stranka določene afinitete do nekih stvari, ki pač stranki nekaj pomenijo. Tako da pač jaz se ukvarjam z arhitekturo in oblikovanjem in precej dobro spremljam, kaj se dogaja na oblikovalski sceni, tako da nekaj predmetov pač
sem si nabavila ali pa smo si že skozi vsa ta leta in pač se selijo z nami. Tako da imamo, ne vem, recimo v jedilnici imamo od Wernarja pa Antona stole, potem imamo neke omarce od Vika Magistretija, svetila, pač stvari se nabirajo in to je pač neka želja in nam je to veselje. Veliko stvari so nam tudi nekateri ali, ne vem, podarili, prijatelji, starši, kuhinja, omara v kuhinji je nekaj posebnega, to je tudi darilo od naše prijateljice, bila je pač rjava iz leta 30 približno obdobje in potem se je izkazalo, da jo ne moremo ohraniti take, ker bi bilo treba celotno zbrusiti, pač bila je barvana s šelakom in to je bilo treba vse dol in ko mi je mizar to povedal, sem rekla, super, samo pejte v belo in zdaj imamo pač belo kuhinjo z belo omaro iz leta 30. Tukaj so še nekateri tudi vaši kosi, ne? Ja, kot sem rekla, ukvarjam se z oblikovanjem, tako da ja, za mano je Zofa Langosta, ki je bila tudi soavtorica Jelenka Kavčič. Z njo sva skupaj Zofo predstavili na sejmu v Milanu. Potem je tamle zadaj tudi avtomobilček za otroke, oblazinjen kos, ki sem ga izdelala pred, mislim, 2 letoma. Ja, in v garderobi na sredi prostora imamo postavljeno Zofo Love Bench oziroma Klop ljubezni, kjer je soavtorica Anka Štular. Z njo sva kandidirali na natečaju in zmagali. Klop je pa v leseni izvedbi in s kovinsko čipko postavljena v Strasbourgu pred Evropskim parlamentom. Hiša, ki so jo oblekli v 13 cm toplotne izolacije, se ogreva prek talnega gretja. Izolirana so tla, stene in strop nad oboki. Nad stropno izolacijo sta lesen pod in prazna podstreha. Za zdaj ima 3-članska družina več kot dovolj prostora na 130 kvadratnih metrih bivalne površine. Za ambient in kot dodatno grelno telo imajo odprt kamin, ki je tudi delno recikliran. Spodnja kamnita polica kamina je bila namreč nekoč prag vhodnih vrat pri sosednji hiši. Matej, in kje ste to uro dobili? Je to kakšen zdravstveni dom? Ali ja, ne vem, iz kje je, v glavnem tlele fantje smetišča, ko smo enkrat smeti peljali gor, so rekli, tole bo pa mogoče za vas. A ja, ker vas že poznajo. In smo dali restaurirati, tako da zdaj je ona na baterije, ki prej bila na elektriko in je to to. Wow. Odlično. In ta klavir, to je še delujoč? Bolj slabo delujoč, ne da se ga oglasiti, je pa to zadnji klavir iz kavarne Nebotičnik. A res? Ja. Zadnji klavir iz... Ja, to so nam tudi podarili nekako, mislim, meni bi bilo ljubše, če bi on bil še v Nebotičniku, ne, v tem bi bila fora, ampak ga nočijo in mi ga pa malo hranimo pod streho. Sem tam verjetno rabil takega, ki se ga da oglasiti. Ja, lahko bi kar tako stal, ne. Mateja in Franci prezirata prizidke in v šali povesta, da sta verjetno ena od redkih Slovencev, ki sta objekt zmanjšala in ne dogradila. In gotovo je tole ena najbolj posrečenih, najbolj izvirnih prenov, kar smo jih imeli čast pokazati v naši oddaji. Dobar dan. Dobar dan. Tlele kakšna skrita kamera, kaj tazga? Ne. Smo te pa pogrešali, Franci, že prejle. Saj ti si mož od lastnice, ne? A ja, je povedala zame tudi. Ja, samo ona je lastnica. Ja? Ta vrata so pa moja. To sem pa od žlahte, z Vrbuca, Jože Prdobrenč mi jih je dal, ker na koncu smo mogli tudi tako, kako denarja je že zmanjkvalo. In evo, ta vrata so moja. Pa tamle, a lahko pokažem še nekaj? Ja, daj. Gospod, boste snemali? Ja, bojo, brez kaj. Tale del, ki ni nič zdaj, ki je hiša odrezana. Ja. Evo, tule je žena name prepisala, to je pa moje. S tem se lahko pohvalim. No, pa tle še nekaj. Edini moj prispevek k prenovi je bil, da ko žene ni bilo doma, čeprav je projekt narisala, tako kot se spodob, sem prišel jaz z delavcem, pa sem rekel, ker so rekli, kje odrežemo, sem rekel, tlele odrežite. In se je pol izkazalo, da sem malo prenizko pokazal, pa me zdaj kjerkrat me malo krega. Vsaka čast, Franci. Ja, vsaka čast, ja.